Pozdrav in dobrodošli na podpisu sporazuma o sofinanciranju ureditve Šaleške in Kidričeve ceste. Posebej pozdravljam župana Mestne občine Velenje, gospoda Petra Dermola in ministrico za infrastrukturo, magistrico Alenko Bratušek. Lep pozdrav tudi vsem ostalim prisotnim, predstavnikom ministrstva in medijev. S podpisom sporazuma bomo naredili pomemben korak k začetku celovite obnove Šaleške in Kidričeve ceste. Cesti sta nujno potrebni obnove. Uvodoma k besedi vabim župana Mestne občine Velenje, Petra Dermola. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Seveda, spoštovana ministrica, prijazna dobrodošlica tukaj v občinski upravi, tako tudi vam, predstavnikom medijev. Najprej bom rekel, si štejemo čast in se zahvaljujem za to, da smo cilj, ki smo si ga seveda tudi zadali, in ta je, da dejansko začenjamo z postopki prenove tako Šaleške kot Kidričeve ceste, tudi začeli realizirati. Konec koncev gre za res dve cesti, ki potekata skozi središče našega mesta, mimo zdravstvenih ustanov, doma za varstvo odraslih, šol, naselij, in ki sama po sebi danes prej povzročata ali pa predstavljata neko nevarnost za promet, za udeležence v prometu, kot pa seveda neko ustrezno varnost. Res je, da so tudi v preteklih mandatih se mnogi, bom rekel, trudili ali pa vsaj poskušali truditi, da bi ta projekt spravili pod neko streho. Zdaj jaz verjamem in sem prepričan, da nam je to dokončno tudi uspelo in da od teh 40 km cest, državnih cest, ki potekajo skozi Mestno občino Velenje, od katerih v zadnjih letih je bilo zgolj malo obnovljenega, dejansko pride v ospredje, bom rekel, cesta ali pa cesti, ki sta za nas ključnega pomena. Verjamem v to, zato ker imam tudi z ministrico zelo dobre izkušnje. V zadnjih 2 letih vse tisto, kar smo se na nek način dogovorili na operativne sestanke, smo tudi izpeljali. Dokaz temu je tudi prenova ceste Arja vas proti Velenju, kjer sicer še manjkata 2 križišča na odcepu za Dobrno in pa v Vinski gori, ampak ne to, da je potrebno pripraviti ustrezne projekte, vem, kaj to pomeni in verjamem, da bo tudi to realizirano. Za Šaleško in Kidričevo si pa predvsem želim to, da tisto, kar smo se dogovorili, se pravi, da tudi po podpisu tega sporazuma o sofinanciranju, kjer je delež Mestne občine Velenje približno tretjino celotne investicije, takoj po podpisu tega sporazuma tudi seveda sledi naslednja faza, tako izbor izvajalca, torej zaključek projektne dokumentacije, izbor izvajalca in potem seveda tudi, verjamem, da že v letošnjem letu tudi tako imenovana prva lopata. Za nas je to izjemnega pomembna tako z vidika prometne varnosti na eni strani, na drugi strani tudi z obnovo toplovodnega sistema. Veste, da delamo celovito prenovo toplovodnega omrežja in da velik del izgub, ki nastanejo danes na toplovodnem omrežju, nastanejo tudi pod Šaleško in Kidričevo cesto, da imamo roke, da imamo nepovratna sredstva, imamo obveznosti do financerjev in zato so tudi ti roki seveda zelo omejeni in zato pričakujemo, da bomo v naslednjih 2 letih zgodbo obnove Šaleške in Kidričeve tudi izpravili pod streho. Zato se še enkrat zahvaljujem, spoštovana ministrica, za tisto, kar smo se v preteklosti dogovorili, da je tudi držalo. In tako kot rečeno, se zahvaljujem tudi za 3. razvojno os ob tej priložnosti in seveda tudi za to, da danes postavljamo tudi na Šaleški in Kidričevi cesti en mejnik, ki verjamem, da bo zagotovil prometno varnost, ustrezno prometno varnost čez 2 leti, če ne že celo prej. Najlepša hvala. Besede vabim tudi ministrico za infrastrukturo. Najlepša hvala županu za gostoljubje. Danes smo združili po moje 2 pomembna dogodka. Eno, kljub temu, da gre za kratek odsek, danes smo se prvič peljali po delčku 3. razvojne osi. Tako da jaz mislim, da je to pomemben mejnik, ki vsem pokaže, da dolgoletne sanje spreminjamo v resničnost.
Kar se tiče teh dveh cest, Kidričeve in Šaleške, bom rekla, da je bilo kar nekaj usklajevanja potrebnega, pa ne samo med našo direkcijo in občino, ampak tudi med drugimi deležniki. Tukaj je še Elektro in Telekom. Projekt je vreden, zaokrožam, približno 13 milijonov evrov, od tega 9 strošek naše direkcije. Jaz lahko povem, da mi smo pripravljeni in mi imamo tudi 9 milijonov evrov za ta projekt zagotovljenih. Treba je pa jasno povedati, župan, da nimamo rešenih še vseh zadev povezanih z zemljo, tako da tukaj vas bomo seveda prosili za pomoč. Skratka, takoj, ko uredimo zadnji kvadratni meter zemljišča, lahko gremo v razpis in mi bi si želeli, da bi to bilo jutri. Ampak seveda, dokler nimamo urejenih teh zadev, se v razpis ne da iti, ampak kot rečeno, mi imamo pripravljeno vse, da bi lahko v bistvu takoj poiskali izvajalca in začeli z deli. Tako da, ja, si želim, mislim, da nekaj več kot 70% imamo v tem trenutku rešenih teh zemljiško-knjižnih zadev, če tako rečem, ker ne gre vse posod za odkupe zemljišč. Tako da jaz verjamem, da skupaj bomo tudi ta delček lahko pohitrili in projekt uspešno začeli v kratkem, ker tudi pri nas se zavedamo, da gre za dve pomembni cesti v Velenju. Zavedamo se, da velik del bremena gradnje tretje razvojne osi čutite tudi v Velenju, tako da tukaj se vsem, ki živite blizu, bolj blizu ali pa malo ne toliko blizu, ampak vsekakor čutite gradnjo tretje razvojne osi, se vsem zahvaljujem za potrpežljivost, ker nažalost se pa cest drugače kot s takšnimi posegi ne da graditi. Gre pa pri tretji razvojni osi za kar zahtevne posege. Tako da res vsem prebivalkam in prebivalcem tudi hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa akcija. Spoštovana podpisnika, vabim vaju, da pristopite k podpisu pogodbe o sofinanciranju ureditve Šaleške in Kidričeve ceste v Velenju. Izvolite. Krajši podpis res. Spoštovani, s tem je sporazum tudi uradno podpisan. Hvala obema podpisnikoma in vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega pomembnega projekta. Naj se zahvalim tudi vam, spoštovani gosti in predstavniki medijev, za vašo pozornost. Mogoče strani medijev še kakšno vprašanje? Ja, za gospod ministrico, kako zavezujoč je ta sporazum? Je zavezujoč. V preteklosti smo imeli, ali pa so imeli, da ne bom narobe rekla, ob koncu mandata prejšnje vlade, mislim, da so jih podpisali približno 80 brez finančnih sredstev. Jaz ne želim niti enega samega podpisa, dokler niso tudi finančna sredstva zagotovljena. Tako da za nas je absolutno zavezujoč, seveda je pa treba te zemljiško-knjižne stvari pred začetkom gradnje rešiti. Mi si želimo čim prej, ker če v času, ko imamo denar zagotovljen, to ne naredimo, imamo pol v naslednjih letih izzive. Tako da absolutno zavezujoč za oba partnerja, ne samo za en del. Hvala. Da uravnotežen, mislim, občina Velenje zagotovljene. Najlepša hvala. Vprašanje je to. Mi takoj gremo v rebalans proračuna, kar se za letošnje leto tiče, ni problema, za prihodnje leto bomo zagotovili. Vsekakor. Vse je zrihtano. Samo še akcija. Prijazno Hvala, vabljeni, lepo bote. da še skupaj nazdravimo podpisu sporazuma.